Ko še folk in dobrodošli v nov YouTube video, dobrodošli nazaj na moj YouTube channel. Danes vam bom pokazal nekako moj tipičen, realističen, full day of eating. Vse, kar pojem v enem dnevu, trenutno, ki sem še nekako v reversu. Torej, kalorije sploh nisem zvišal, še vedno sem na 2700, kar je najnižje glede kalorij. Kot ste videli, kilaža 80,3. To je bila zdaj izenačena najnižja kilaža na katu. 80,3, tako da, evo, reverse poteka dobro, dvakrat sem že znižal kardio. Gremo na zajtrk, moj najljubši obrok folk in imamo jajca in pa vsene kosmiče. Torej imamo 3 jajca, 100 gramov vsenih kosmičev, 20 gramov riževih beljakovin, jaz sem upravil tiste od Jim Beama in pa ena celotna banana. Drugače si dam naprimer notri tudi borovnice, danes pač jih je zmanjkalo, tako da jih nimam. Te imamo kofi. In pa moji dodatki. Omega 3, kurkuma in ingver, vitamin D3, cink, vitamin B12, kalcij, železo in pa nuts. Torej to so moji morning supplements, torej prehranski dodatki, ki jih vzamem zjutraj. Tako da prvo nekako pojem zajtrk in potem spijem vse svoje dodatke. Za vsak obrok bom tudi na zaslon on the screen dal kalorije in pa makronutriente, glede na to, da je to full day of eating, vem, da vas tudi to zanima, kako imam razporejeno. Zajtrk je vedno moj največji obrok, ker sem zjutraj res lačen, tako da si tukaj dam mogoče malo več kalorij. Za začetek tega full day of eating, za začetek tega videa folk, bi vas prosil, če lahko vsi spustite like. Full pomaga temu videu, full pomaga mojemu YouTube channelu, če imajo videi malo več lajkov, tako da pejdi dol, naredi mi uslugo, klikni like. In če še nisi, stisni subscribe, join the family, join the community. Ljubim te ovsene kosmiče. Res so dobri. Kot sem rekel, bil sem zelo lačen, ta obrok tudi časovno gledano zdrži zelo malo, ne glede na to, da količinsko ga je dosti. Glede prehranskih dodatkov, folk, če vam lahko dam eno pomoč, en tip, ki je tudi meni pomagal skozi čas, da v bistvu sem lahko to pogoltnil malo lažje. Torej, če imate tako kupček kot jaz, če imate jih enih par, ampak tudi s tistimi imate težavo pogoltniti, ful verjetno, kar probavate kot to pogoltniti, je delati torej kaldega, da ruknete to kapsulo nekako, da pade dol. Torej, ne delati tega. Torej, res, ko pogoltnete ta prehranska dopolnila, brada dol. Mojo jutranje rutino res full cenim, tako da I like it zjutraj, ko je vse tiho, ko samo pojem lepo svoj zajtrk in ko uživam, ko malo prečekiram telefon. Tako da folk, to je to glede zajtrka, glede prvega obroka. Ura je 10:20, tako da se vidimo okoli 12:30 enih v drugem obroku, ki bo tudi v bistvu obrok pred treningom in sicer Subway. Dober dan. Jaz ne vem, če lahko pridem sem not. Bo začelo piskat. Hvala. Čau. Hvala. Čau. Živijo, tako smo kaj. Pridružil se mi je David folk. Kot pričakovano sem rekel, da bosta dva znana tiktokerja, ampak Erdo didn't make it. Erdo je dobil klic, da mora delati nujno. Drugi obrok, always good, zame Subway. Tako da David smo rekli, ni lačen.
Jaz sem neki full easy pojedel, ker načeloma kao hujšam, sem slušal 20 kg, moram se pohvaliti. Mora se pohvaliti, če na mojem channelu se mora pohvaliti glede tega. Ja, tako. Okay. Ampak ne vem, kaj pa tukaj jem pametnega, tako da bom vprašal FitMax oziroma Max za predlog. Tako, predlagam eno tortiljo, piščančjo z zelenjavo, zelo malo kalorij, enih 500 kalorij ima, tako da... Kaj pravite, a ne mu zupam? Oziroma, moj sendvič, ki si ga bom jaz vzel, Ja. za samo grilled piščance, Ok, brez sira 550 kalorij. Nič. ok, isto kao bom. Zadovoljen z naročilom, David? Počak, da nam tole veliko stvar v usta prvo. Moje klasično naročilo, torej polnozrnat kruh, grilled piščanec in zelenjavo po želji. David si isto vzel, samo on je tudi tako ful različno zelenjavo, ampak če ne pa isto polnozrnat kruh in grilled piščanec. Drugače kot zanimivost, ne, jaz polnozrnat kruh nikoli ne jem. To sovražim dejansko. Ampak, ja, ne maram tega ful. Ok. Ampak, ko sem s FitMaxom, nimam druge opcije. Ampak kombinacija tega sendviča, ko se vse poveže. Zaključili z obrokom, zelo dober obrok, kvaliteten pred treningom. Davidu je bil všeč, ne glede na to, da ni nek velik, kako bi se rekel, obiskovalec Subwaya, ne? Res je? Tako da evo. Zdaj pa bomo še malo se tukaj pohengala, tako da približno čez urco in pol, 2 urici me čaka trening in se vidimo v fitnessu direktno na quad focused leg workoutu. See you there. Evo folk, smo v fitnessu, začenjamo s treningom, tako da zdaj začenjamo tukaj z unilateral leg extensionsi. Danes imamo quad focused leg workout, kot sem rekel. In boste videli, trening je že malo nekako različen glede na moje treninge prejšnje, ker počasi že delam konverzijo, transition v nov workout, splet nove treninge, ki bojo 100% začeli delovati, ko začnem z bulkom, kar je približno čez en mesec. Segrevanje in mobilizacija, aktivacija je že šlo mimo, tako da tu sem naredil 5 minut kolesarjenja, 5 minut hoje navzgor za nazaj, to je stvari za geekse, za advanced shit, pustite to stati. In potem sem naredil še mobilizacijo in pa prvi 2 vaj, ki nismo pokazali, ker v bistvu sem zdaj začel pred leg workouti, takoj na začetku naredim aduktorje. Torej sem naredil aduktorje, 1, 2, 3 seta in pa tudi na quad focused leg workoutu naredim eno vajo za meča, tudi pred treningom, oziroma pač kot prve vaje. Tako da sem naredil aduktorje in pa standing calf extensions, bi se reklo, da res v bistvu raztegnem meča, raztegnem tukaj tetivo, ker mi to potem pomaga pri boljših počepih in pa boljšemu leg pressu in prav tako aduktorji prav čutim, da ko malo odprem kolke, nekako ojačam, še posebej te počepe in pa leg presse. Zdaj prva res quad focus vaja, imamo unilateral leg extensions. Prva vaja, da pride malo krvi notri v kvadce in kvadci so že pumped. In nadaljujemo torej z prvo res heavy vajo. To bo zame hack squat. Tako da v tem treningu imam in hack squat, in leg press, in Bulgarian split squatce. Tako da ja, to sem rekel, to je zdaj ta nova tranzicija v ta nov workout program, ki, ko bo prišlo do tega, da vam pokažem moje plane za bulk, bom pokazal tudi celoten workout program. V glavnem, hack squat, meni osebno dosti bolj paše
prvo delati počepe in potem heavy prese. Nekateri mogoče pa še prej narediti leg press heavy in potem mogoče kakšne počepe, meni je bolj fokus na počepih in da potem na leg pressu v bistvu sploh ne rabim dati dosti kilaže. Boste videli, mislim, da bojo bili 4 pleti in mogoče še tista elastika, da da tenzijo v zgornjem delu, tisto, kar nas je Gašper učil, ko je bil tukaj. Tako da evo, hack squat, imamo 2 hitra stopnjevalna seta. Jaz bom tukaj imel delovno kilažo nekako 3 plete, torej 3 dvajsetke in 1 petko. Tako da moramo build upati do te kilaže, da ne gremo tako na delovni set. In potem nas čakata 2 res heavy delovna seta, 10 ponovitev. V glavnem se mi je pridružil Leo, ga bom izkoristil za spotanje na teh 2 delovnih in pa na leg pressu. Ajde, let's go. Gotta get deep. Treba držati tempo. Še drži. Še greš. Isto mora biti. Brez mene si šel, to greš vse brez mene. To bo brez mene, še gremo. 8, gremo, let's go. Še 4 minimalno. Ajde. 4. Ja. Ajde, še 3, gremo 1 po 1, še 3. Še 3 imaš, 1 po 1. Greš, dej. 3. Ja, še 2. Gremo še 2, Max. Gremo še 2. Dej, gremo 2. 1. Ja. Gremo še 1. Gremo, let's go, Max. Let's go. Oh, fuck. Sem začel padati za njega. Ne čujejo te, bret. Povešenke. To je failure, nič drugega. To ali nič. Greš do konca, dokler ne ostaneš dol, pustiš dušo, daš 1000%. To je failure. Vse drugo, ni to to. Ja, zadnjo sem začel padati. Ok. To je ta intenziteta na tem kodu. Ko me čakam, da bom bil na bulku, da bom imel malo več hrane in bojo te treningi lažji. Tako da, gremo na leg press. Še drži tempo, še drži, gremo, let's go. Ajde, Max. Še. Gremo še 2. Gremo gor zdaj. Bam, še, ja. Ta leg press mi ni ljub, ker je tašna tretja vaja in je težko dopeti, ampak necessary to do what I need to do, da maintainam te noge in da jih growamo zdaj v tem off-seasonu. In prišli smo tudi na zadnjo vajo za quadse, ki pa ni kar neka vaja, ampak so Bulgarian split squats. Treba pušati, tudi ko je težko, treba pušati. In zdaj me čakajo nekako 3 delovni seti, ciljam nekje na 10 ponovitev vsaka noga in zadnji set bo drop set, to pomeni, da bom potem vzel eno polovično kilažo in izpumpal še kolikor lahko, tako da.
Če ste bili nekako prepričani z mojim transformationom, ki sem ga naredil v zadnjih 6 mesecih, koliko sem izgubil telesne maščobe, potem res priporočam moj program, shredding program za izgubo telesne maščobe, vse metode, vse informacije, je tudi personaliziran za tistega, ki ga kupi, to je res dobra opcija za tistih 40 €, ki dvakrat ne greš ven jesti, da se res spremiš za poletje. Če pa slučajno koga mogoče zanima kaj bolj naprednega in kaj bolj dolgoročnega, kot pa naprimer moj online coaching, imam še vedno mesto na voljo, tako da piši mi na Instagram coaching profil. Še srce mi začne razbijati. Čko mater. Fuck. Trening zaključen in post-workout rutina zame je zelo pomembna in tudi za vas mora biti. Preden si pripravim svoj post-workout shake, najprej si v vodo dam eno šumečo tableto vitamina C od Jim Beama in pa eno šumečo tableto magnezija. Medtem ko se to odšumi, gremo pripraviti moj post-workout shake. Današnji sestavine so ovseno mleko, skir jogurt, zamrzeni gozdni sadeži, banana in pa riževe beljakovine od Jim Beama. Začnemo z 300 ml tega ovsenega mleka. Jaz pijem rastlinska mleka zaradi laktoze, ker mi delajo težave, torej ali ovseno ali mandljevo. Torej smo rekli 300 ml tega. Tako da, če ste na kakšnem katu, prišparite kalorije, naredite si shake z vodo, ker itak bo dober glede na vse ostale sestavine. Če pa ste na bulku in naprimer nimate težave z laktoze, pa dejte tisto polnomastno mleko, ker doda tistih 100-150 kalorij, ne vem točno koliko je, mogoče še več. Nadaljujemo z zamrznjenimi gozdnimi sadeži in jaz jih bom dal 150 gramov. Naprej imamo 100 gramov skir jogurta, ena celotna banana, ta je približno 100 do 120 gramska banana in potem imamo približno 50 gramov teh riževih čokoladnih beljakovin od Jim Beama. Od vseh rastlinskih beljakovin od Jim Beama so te riževe meni najboljše, tudi zelo dobre makrote imajo seveda. Torej tukaj, če imamo 50 gramov, je to približno en skup in pol, ampak jaz imam tukaj tehtnico, tako da si to točno stehtam. In to je to, nič posebnega. Let's blend it. Torej, te količine, ki sem jaz naredil, pride enih 6-7 deci in je pač res okus vseh teh sestavin, ko se to poveže, bomba. Je realno kar low calorie shake, glede na pač sestavine, ki vidite in količine, ampak volumsko pač pride teh 6-7 deci in bi se reklo, je kar thick, te je kar v bistvu napolnjen. Kaj je fora shakea, zakaj je dobro piti shake po treningu?
Sestavine so takšne, ki omogočajo zelo hitro absorpcijo in pa prebavo v telo. Res v bistvu neki simple carbs in pa simple protein, ki je pač kar hitro za prebavi, digestati in da v bistvu nekako takoj pride v telo. Tukaj ni tega nekega anaboličnega windowa, ki če po pol ure po treningu ne spiješ beljakovine ali pa poješ kakšen obrok, da zdaj boš zgubil vse gainse, ni res. Odvisno je tudi glede, kdaj si pred treningom nazadnje jedel in če imaš nekako sorazmerno razporejeno preko dneva, potem ni nobene težave. Je pa dobro po treningu pojesti nekaj, kar je tako malo hitrejša absorpcija, ki je malo lažje glede prebave, da gre v bistvu takoj v telo, v mišice. To je moj ta klasični shake, ki ga pijem, ali ko sem na bulku, ali ko sem na katu. Že 2 leti ga pijem, samo količine in mogoče, ko sem na bulku, dodam še kakšno mandljevo maslo notri, kaj takšnega in mogoče še kakšne ovsene kosmiče, za narediti bolj kalorijsko, ampak če ne, osnova za ta shake je vedno enaka, ker mi je res všeč, tako da če še niste probali ta shake, absolutno priporočam. Riž, zelenjava in tukaj imamo zrezek telečjega stegna. Zrezek je približno 150 gramski, tukaj pa imamo 80 gramov riža in pa 150 zelenjave. Vse je pripravljeno s približno 10 grami olivnega olja. Jaz bom začel jesti, ker sem že ful lačen. In kot sem rekel, z zadnjim obrokom imamo tudi večerne dodatke in sicer magnezijev citrat v kapsulah. Tukaj si vzamem v bistvu eno kapsulo. Potem imamo today's well-known ashwagandha. Sem nazaj, nekako 3 tedne nazaj sem ponovno začel jemati ashwagandho. Zakaj? Ker me v bistvu zdaj čaka malo bolj stresno obdobje glede biznisa, glede faksa in tako naprej, tako da bom zdaj nekako nekje do konca aprila jemal ashwagandho, potem bom naredil mogoče eno manjšo pauzo, 2-3 tedna in potem maja ponovno začel do konca nekako tega izpitnega obdobja. In potem še to, ki je v bistvu po potrebi, in sicer melatonin. Danes bom tudi vzel enega, ker me jutri čaka kar dolg dan, veliko stvari za narediti, tako da bi danes mogoče rad malo prej zaspal. Tako da to potem vzamem, ko pojem celoten obrok. Zdaj je ura 8:30 in približno se bo pauzo, da melatonin začne delovati nekje, oziroma začneš postajati utrujen tako 2-3 urce po tem, ko ga spiješ. Današnji full day of eating sem zaključil pri 2728 kalorij, 187 gramov beljakovin, 336 gramov ogljikovih hidratov in pa 71 gramov maščob. Gremo provat dobiti 400 lajkov na ta video, gremo folk, in če še nisi, klikni subscribe, absolutno join our Gym Red fitness community. Če si prišel do konca tega YouTube videa, v komentarjih spusti katerokoli hrano, ki sem jo danes jedel. To je to od mene, folk, za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.